večer vsem prisotnim in lep pozdrav na srečanju z avtorji predloga zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki je nastal pod okriljem društva Srebrna nit, Združenja za dostojno starost. V preteklem mesecu so avtorji zakona že obiskali več krajev po Sloveniji, da bi se odzvali na vprašanja in dileme, ki so se državljankam in državljanom porodile ob zbiranju podpisov v podporo predlogu tega zakona. Zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja prinaša vsem polnoletnim osebam, ki so sposobne odločati o sebi in ki zaradi bolezni ali trajne poškodbe doživljajo neznosno trpljenje, brez obetov izboljšanja, možnost mirnega in dostojanstvenega konca življenja ob izbranem času in na izbranem kraju. Predlog zakona je v dobrem mesecu dni podprlo več kot 5000 državljank in državljanov, kolikor jih je potrebnih za vložitev zakona v parlamentarni postopek. Danes bomo tukaj v prostorih televizije Megafon podrobneje skušali predstaviti predlog zakona ter razjasniti morebitne dileme, pomisleke in nasprotovanja. V ta namen sta se nam pridružila gosta, dovolite mi, da ju predstavim. Profesor Andrej Pleterski, zgodovinar, arheolog in etnolog, tudi vodja skupine za pripravo zakona, in soavtor zakona filozof dr. Igor Pribac. Lepo pozdravljena. Dober dan. Žal se nam zaradi drugih nepredvidenih obveznosti danes nista mogla pridružiti doktorica Brigita Skela Savič in dr. Dušan Keber, druga dva soavtorja zakona. Torej, kot so zapisali avtorji, zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja pod določenimi pogoji omogoča skrajšanje trpečega umiranja tistim pacientom, ki si tega ob neozdravljivi bolezni, ki vodi v smrt, neomajno želijo. 3 javnomnenjske raziskave v obdobju leta in pol so potrdile večinsko podporo javnosti, ki je neodvisna od spola, starosti in izobrazbe in kraja bivanja, ter le malo od politične in svetovnonazorske usmeritve. To, poudarjate snovalci zakona, potrjuje, da si velika večina ljudi želi smrti brez trpljenja. Sedanja zakonodaja ne ureja situacije ob koncu življenja, ko nekateri ljudje umirajo trpeče in nedostojanstveno, ker jim ne moreta pomagati niti zdravila, niti paliativna oskrba. Profesor Pleterski, za uvod bi vas prosila za razlago terminologije. Nekateri o zakonu govorijo kot o zakonu o evtanaziji, drugi kot o zakonu o pomoči pri samomoru. Vaša dikcija pa je, da gre za zakon o pomoči pri predčasnem končanju življenja. V čem se razumevanja teh različnih dikcij razlikujejo? Torej, po besedilu našega zakona je evtanazija dejanje, kjer nekdo vnese smrtonosno učinkovino v telo pacienta na njegovo izrecno željo. Pomoč pri samousmrtitvi pa je, da neka oseba prinese učinkovino, ki si jo potem pacient vnese sam. Sama pomoč pri končanju življenja pa seveda je nadpomenka dvema oblikama tega dejanja. Torej, nam lahko razložite, kaj vse predlog zakona prinaša in kakšne so njegove koristi? Predlog zakona pomaga vsem tistim, ki jim ne pomagajo zdravila, ki jim ne pomaga paliativna oskrba, teh ljudi sicer ni mnogo, so pa neznosno trpijo in zakon bi omogočil rešitev njihovega problema, seveda, če si take pomoči želijo. Seveda moramo predvidevati, da med njimi obstajajo tudi taki, ki si tega sploh ne želijo. In tega tudi sedanje stanje zakonodajno ne rešuje, ne za ene in ne za druge, kajti tisti, ki si želijo skrajševanja te uradne pomoči, ne dobijo, prav tako pa tisti, ki si ne želijo skrajševanja, se jim lahko to skrajševanje v sistemu, kakršen je, tudi zgodi. Torej, prav vsi pa bi s tem zakonom dobili varno zavest, da če se bomo ob koncu svojega življenja uvrstili v skupino tistih, ki neznosno trpijo in jim pač tedanji zdravstveni sistem, da zdravstvena oskrba ne more pomagati, da imajo možnost varnega izhoda. Dr. Pribac, zakaj je po vašem mnenju tako težko govoriti o smrti in kakšni smo Slovenci, ko govorimo o tej temi?
Zanima me tudi, ali menite, da smo kot družba dovolj zreli, da sprejmemo tak zakon? Ja, hvala za to vprašanje. Rad bi mogoče pa vendarle še se dodal k temu, kar je že Andrej do zdaj povedal o tem, komu vse ta zakon lahko nekaj da. Pogosto namreč slišimo, da ta zakon v resnici pišemo zato, da bi zadovoljili neko posebno potrebo neke zelo majhne skupine ljudi. Ta razlaga, ta očitek, ki ga pogosto slišimo, se mi zdi zelo nepravičen, zelo zavajajoč, ker neupravičeno zoža skupino, ki bodo v resnici nekaj dobili od tega zakona. Ne gre za to, da bi lahko šteli kot tiste, ki bodo upravičenci tega zakona, tiste, ki bodo v resnici uporabili pravico, ki bojo pridobili, kot edine, ki bodo imeli nek profit od tega zakona. Zakon ni namenjen samo njim. Zakon je namenjen vsem, ki ga podprejo, oziroma vsem ljudem, ki bodo nekega dne morda začutili potrebo za to, da to pravico tudi uveljavijo. V resnici bomo torej tisti, ki se veselimo tega, da bo ta pravica uzakonjena, od trenutka naprej, ko bo uzakonjena, lahko živeli z zavestjo, da če nas bo usoda doletela, bomo lahko se naslonili na to pravico, ki smo si jo na ta način, ko smo zakon podprli, izborili. In zavajanje torej v tem, da je po podatkih, ki jih imamo, podpora zakonu v Sloveniji večinska, res pa je, da načrtujemo, da predvidevanja iz drugod kažejo, da bo v Sloveniji, zlasti pa s početka, res samo peščica tistih, ki bo to pravico tudi uporabila. Ampak dve skupini ne smemo mešati in moramo razumeti, zakaj gre. Zdaj pa, če se vrnem k vašemu vprašanju, smrt in Slovenci in zrelost nacije za to, da bi tak zakon podprla. Jaz mislim, da imamo res poseben odnos, nekoliko poseben odnos z smrtjo v tem smislu, da je, kot vemo, suicidnost med Slovenci relativno visoka v evropskem merilu in smo torej na nek način k temu nagnjeni. Hkrati pa o tem zelo malo govorimo in recimo prav v naši temi tudi o pomoči pri koncu življenja v Sloveniji nismo kaj prida govorili, smo bolj ali manj molčali in vsem se je zdelo, da je prav, da molčimo, kajti to mora biti zavito v neko tančico skrivnosti, kjer so sile tako velike, da ne sežemo do kolen. Hkrati, kljub temu, da je torej obstajala ta neka dvojnost je v tem smislu, torej intimno se marsikdo očitno s tem sooča in tudi se odloči za zadnji korak, medtem ko javno o tem ne govorimo. Ne vem, kako točno si to razložiti, ampak sam bi pa rekel, da je ta intimen odnos, ki ga imamo, privedel do tega, da smo kljub temu, da nimamo javne razprave, da smo zelo malo o tem govorili v javnosti, z številkami podprli idejo pomoči pri koncu življenja, da je torej, odkar merimo te podporo v javnosti, ta podpora več kot 50% pravzaprav. In to govorimo o javnomnenjskih raziskavah, ki so bile narejene že pred desetletjem. Ne te, ki so narejene, odkar je pobuda za uzakonitev živa. Poudarjam, te so še višje in sežejo že do tudi čez 70% v javnosti, kar je osupljivo. Odkot ta podpora, če pa je javnost bila tiho v zvezi s tem, in če se je kdo v javnosti o tem oglasu, ni govoril v prid temu, ampak proti temu. Kljub temu, da je torej prevladoval glas proti, je v intimi ljudi, če jih vprašaš, dozorelo prepričanje, da smo dozoreli. Če pa je to torej takšna podpora, ne mi pove, kdo se bo v imenu demokratičnih načel temu zoperstavil. In v resnici je tudi tako, če smem še to dodati, da nekateri nasprotniki pravzaprav želijo zapustiti demokratična načela zato, da bi ohranili še naprej to, bom rekel, prepoved, to prohibicijo pomoči pri koncu življenja. In pravijo, da je to nekaj, o čemer bi morali odločati predvsem starejši, predvsem tisti na smrt oboleli, da bi morali imeti vsaj neko pravico veta nad
večinsko odločitvijo ljudi, ki so zavedeni s slabimi razlogi in premladi, da bi razumeli, zakaj pri tem gre. To je v resnici groba kršitev načela enakosti in da to predlagajo priznani nasprotniki nasprotne strani, torej nasprotniki našega zakona, je nezaslišano pravzaprav. Ne? In da pravzaprav nihče, pravniki ob tem ne dvignejo obrvi in se ne javno oglasijo, nihče tega ne detektira kot v resnici napad na načela ustavnosti. Ampak glede zrelosti družbene bi jaz vseeno dodal, da Slovenija ima evropski spomenik človečnosti in to je bolnica Franja. Družba, ki je postavila bolnico Franjo v najtežjih razmerah, je že takrat pred 80 leti dokazala, da je zrela družba in ne verjamem, da smo zdaj se v tem času tako zelo poslabšali, da ne bi bili tega vredni. Ja, torej, zdravniška združenja so ena od osrednjih nasprotnikov tega zakona. Zdravniška zbornica je včeraj izvedla posvet o etičnih in medicinskih vidikih evtanazije, na katerega mislim, da vas niso povabili kot govorce. Na njem je doktorica Bojana Beović povedala, da po njenem zakon pomeni zablodo podobno evgeniki iz prve polovice 20. stoletja. Kako lahko to komentirate? Na več ravneh, na 2-3 ravneh. O dogodku samem bo sicer gotovo več povedal lahko Andrej, ki se ga je kot občan in kot nepovabljen gost vendarle udeležil in si na koncu tudi priboril besedo. Ampak, če me pa vprašate o tem nagovoru gospe predsednice Zdravniške zbornice Slovenije, mislim, da je v tem nagovoru rekla več stvari, ki so sporne ali ki so kar, kako bi rekel, neresnične. Med drugim je tudi rekla, da delamo zakon za peščico ljudi. To je bilo del njene izjave. Tudi ona se je kot uradna oseba, predstavnica najširše organizacije slovenskega zdravništva izrekla na ta način. Mislim, da je za tem zamešala jabolka in hruške, če povem zelo preprosto. Drugo pa je to, kar ste me vi vprašali glede evgenike. Glede, evgenika je znanost in znanost kot taka ni sama po sebi, pravzaprav je področje raziskovanja in tudi znanost. Ne? Oboje pokriva ideji evgenika, ampak ta evgenika kot znanost in kot področje nista kriva za to, kar se je zgodilo v nekaterih državah Srednje Evrope v 20 letih prejšnjega stoletja, ko je nacizem uporabil, bom rekel, neke prijeme v imenu evgenike, ne pa zato, ker bi evgenika sama bila nekaj slabega. A veste, evgenika na vse zadnje pravi tudi, da, in na to čisto pristajamo, na to, da če je ugotovljeno, da je plod ali zarodek v maternici hudo nagnjen k neki hudi smrtni obolevnosti, da to nosečnost prekinemo. Tudi to je del evgeničnih prizadevanj za dober gen, če hočete, ampak niso to nesporna, kakršna so bila tista, ki jih je nacizem proizvedel. In učitati nam, da smo neke vrste nasledniki ali pa da lahko se iz naše pobude izrodi nekaj, kar bi bilo podobno tistemu, kar je nastalo v nacistični Nemčiji, torej groba uporaba proti človekovi individualni volji nekih idej. In te ideje nikakor niso v nobenem smislu evtanazija, kajti v širšem smislu evtanazija pomeni prizadevanje za dobro smrt, ampak veste, v tistem smrti, ki so doživeli deset tisoči v nacistični Nemčiji, zato ker so imeli slabe gene, recimo temu tako, ni bilo nobena skrb za njihovo korist, za njihovo nebolečen odhod ali kaj podobnega, ampak je bila skrb za nek ideal nacije in tako naprej. Nič od tega ni v sodobnih prizadevanjih za uzakonitev pomoči ob koncu življenja. Pomoč ob koncu življenja, ki jo zagovarjamo v liberalnih družbah, je pomoč, ki sloni izključno na prostovoljni, avtonomni odločitvi posameznika, da to pomoč prosi, zahteva, jo pričakuje od države. In če te volje posameznika ni, tudi nobenega dejanja ne more biti, ki bi to sprožil. Tako da je to
mešanje jabolk in hrušk spet. Profesor Pleterski, nabor situacij, v katerih je človek upravičen do prošnje za pomoč pri prostovoljnem končanju življenja, je po mnenju zdravniške zbornice prav tako zelo širok in vključuje tudi situacije, ki so v resnici socialne stiske in bi jih mogla reševati družba. Kakšen je vaš odgovor na ta pomislek? Najprej moram seveda poudariti, da je ta trditev popolnoma zgrešena. Torej, pogoj za dodelitev pomoči so telesne bolezni, ki jih pacient lahko ima, ki pač mu jemljajo njegovo avtonomijo, ki mu jemljajo vse tisto, kar daje njegovemu življenju smisel. Nikakor pa ne vključuje kakršnih koli socialnih težav, ki bi jih ta človek imel. Tako da to je v bistvu navadno podtikanje. Doktor Pribac, ali ste se z zdravniki ob pripravi predloga zakona posvetovali in na kakšen način? Prišlo je do kar velikega revolta, no? Skratka, zanima me, če so bili vključeni v ta proces. Odgovor je dvojen. Poglejte, naša skupina soavtorjev zakona, ki ga imate ki je v javni razpravi in ki ga tukaj zagovarjamo, je vsebovala tudi doktorja medicinskih ved, doktor Kebra, in doktorico, ki deluje na področju zdravstva, doktorico znanosti. To sta dve osebi, ki sta sodelovali aktivno kot soavtorja pri pripravi zakona. Poleg tega smo se mimo seveda zdravniških organov posvetovali v tem naši delu z mnogimi individualnimi zdravniki, priznanimi, ki pa o svojem stališču do našega zakona niso pripravljeni javno govoriti. In to z razlogom. Zakaj? Zato, ker v resnici imajo zdravniki člen, ki jim ne le nalaga, da ne sodelujejo pri izvajanju takšne pomoči ob koncu življenja, temveč nekaj več od tega. Nalaga jim, da jo zavračajo. V našem kodeksu zdravnikov Slovenije najdete glagol zavračati. To pomeni, da ga morajo zavračati tudi v javni razpravi. To pomeni, da ta kodeks nalaga svojim članom te zbornice, da zakonu nasprotujejo tej ideji nasploh in tudi seveda zakonu, ki jo predstavlja. In to je kratenje pravice do svobode govora in svobode mišljenja. To je omejevanje te pravice. Zdaj, treba je povedati to, da mi smo se lani sestali z vrsto zdravniških organizacij. Delno smo morali zelo se potruditi, da so nas sploh sprejeli in da smo dobili vrsto pripomb, ki smo jih v celoti vse upoštevali, razen te, da zakona pač ne marajo. Da pa so oni od takrat do včeraj organizirali 3 srečanja, na katera nas, ne le da nas niso povabili, saj v lanskem letu je bilo celo tako, da nas niso pripustili zraven, da nam vsekakor niso dovolili govoriti, da seveda včeraj sem pač jaz tako rekoč izsilil to možnost in da pri vsem tem je pri novinarski konferenci, ki so jo imeli, torej zdaj, mislim, da že pred nekimi 3 tedni, je bilo potem novinarsko vprašanje predsednici zdravniške zbornice, ali bi bili pripravljeni podpreti zakon, če bi pač sprejel, če bi bil v njega bile vgrajene vse njihove pripombe, je rekla, da po njenem mnenju velik del zdravnikov tega ne bi sprejel pod nobenim pogojem. Skratka, tu je zdaj neka protislovna mnenje in situacija, ker po eni strani očitajo, da jih nihče ni upošteval, po drugi strani pa povedo, da tudi če bi jih upoštevali, oni to itak zavračajo. Ja, torej eden od očitkov je tudi, da lahko pride do preglasovanja družboslovne smeri. Tudi to je bil eden od očitkov. To je napačno razumevanje samega postopka odločanja v zakonu. Oni si predstavljajo, da je postopek tak, da če, in zdaj bom se osredotočil predvsem na to situacijo, ki se zgodi, kadar sta 2 mnenji od 3 protislovni, to se pravi o samem
o sami dodelitvi pomoči so izdelana 3 mnenja. Mnenje lečečega zdravnika, posvetovalnega zdravnika in pa psihiatra. Mnenje psihiatra, ki seveda pove, ali je pacient sposoben odločanja o sebi, je pravzaprav že v osnovi tisto, ki takoj lahko pacienta izloči, če ugotovi, da ni sposoben odločanja o sebi. Ampak recimo, da je sposoben odločanja o sebi in če sta potem seveda obe mnenji zdravnikov pozitivni, je potem ta pomoč lahko dodeljena, če sta obe negativni, seveda pomoči ni. Torej lahko bi pa nastopil problem, če sta si nasprotujoči v tem primeru, pa o tem pač odloči komisija za pomoč pri končanju življenja, ki se pri tem lahko opre tudi še na dodatna strokovna mnenja, ki jih naroči in tu ne odloča s kakršnim koli glasovanjem, ampak izdela pač neko skupno mnenje. Tako da tu je zdaj iskanje neke dlake v jajcu, no, torej kaj tu ni všeč. Lahko recimo navedem, včeraj je bilo to posebej izpostavljeno, ne, da glede na to, da oni imajo v kodeksu zdravniške etike, torej prepoved dejanja evtanazije in če bi zdaj nek zdravnik po našem zakonu vendarle pri tem sodeloval pri pomoči o končanju življenja, ne, bi lahko kršil njihov zdravniški etični kodeks in bi bil v prekršku. Kakšen problem zdaj lahko nastopi, ne? Pač ugledni zdravniki so potem sodelujejo pri raznih izobraževanjih, ne? In tisti njihovi učitelji v izobraževanjih seveda morajo biti zgled pač svojim gojencem. In zdaj, kako naj bo tak človek potem učitelj, ne, če tako rekoč krši njihov etični kodeks in zaradi tega bodo potem izgubili število mentorjev in bo manj in zaradi tega bo celotno zdravstvo manj kakovostno. Hkrati ste pa seveda v časopisu včeraj lahko brali, ne, torej, kako prestajajo kazen tisti ortopedi, ki so bili pravnomočno obsojeni, in en od njih seveda prav tako mirno izvaja izobraževanja. To hočem reči, kako iščejo zdaj tako rekoč res z lučjo pri belem dnevu neke in si izmišljujejo neke situacije, ki bi potem nastopile kot neka strašna posledica sprejema takega zakona. Kaj pa svetost življenja? Mnogi se sklicujejo ravno na to, da pač ljudje, ki podpirate zakon, ne spoštujete svetosti življenja. Kako lahko to komentirate? To moš pa ti povedati, prosim. Svetost življenja je ena od, bom rekel, oznak za v temelju nasprotno stališču, ki ga zastopamo zagovorniki tega zakona. Druga 2 ali 3 sta nedotakljivost življenja, mnogi enačijo svetost življenja in nedotakljivost, in tretji, še najbolj odprti bi rekel, pa se sklicujejo na neko idejo človečnosti, ki bi naj bila s tem kršena. Jaz bi rekel tako, ne da bi rekel nekaj stališča spravljivega zornega kota, tokrat da začnem tako. Gre za preprosto 2 etosa, ki na nek način trčita drug ob drugega in se ne moreta drug drugega spraviti na svoj imenovalec. Lahko rečemo, da gre za nek konflikt 2 etosov, ki imata neko legitimnost. Bomo rekli, seveda je tudi ideja nedotakljivosti življenja, če tako razumemo namreč svetost, nekaj, kar lahko podpremo. Nedotakljivost mojega življenja je zame še kako pomembna. Ampak pozor, vse te 3 pojme lahko interpretiramo, jaz bom rekel, na 2, zato da poenostavim, na 2 različna načina. Na enega, ki ga sprejemajo naši nasprotniki, in na tistega, ki ga zagovarjamo mi. Svetost življenja, če začnem s prvo ravnjo. Svetost življenja ni samo pojem, ki bi bil vezan na neko teologijo, na neko verovanje, na neko torej vero. Pogosto je ta temelj, ta ugovor slišati iz teoloških, verskih krogov, vendar so ga v resnici v zadnjem času opuščajo. Tudi nekatere ocene, ki so prišle iz škofovske konference, jaz ne vem, če sem v tem dokumentu, ki so ga napisali, našel izraz svetost življenja, temveč se tudi tam, lahko rečemo, poslužujejo čedalje bolj laiciziranih variant kritike tega zakona in rečejo nedotakljivo življenje. Kaj pa je z nedotakljivostjo življenja? Velika vrednota, vendar pozor. Imamo kakšne izjeme v zakonodaji, pravi, to je ustavna kategorija, res je,
Ampak, veste, tu ustavne kategorije, ki je veliko in vse ne morejo biti uveljavljene absolutno, ker če bi bile vse v vsakem primeru uveljavljene absolutno, ne bi imeli pluralnosti ustavnih kategorij. Preprosto. In tako je tudi s pravicami, seveda. Tako da tudi to ni absolutna pravica in imamo neke izjeme. Imamo silobran. V silobranu in tudi uradna oseba v izvajanju uradne dolžnosti, ki varuje življenja drugih ljudi, lahko uporabi orožje, tudi če pri tem tvega smrtne poškodbe nekoga. Torej, to sta dve izjeme, ampak pozor, tukaj imamo še tretjo izjemo, ki je ključna za nas in na katero pozabijo tisti, ki pravijo nedotakljivo življenje. Nedotakljivo življenje velja vselej in to je podrazumevano, ne pa rečeno nedotakljivo življenje drugega. Ampak mi sami imamo pravico, da upravljamo svoje življenje, vključno z zadnjim korakom. Zato imamo napisano kot naš slogan moje življenje, moja pravica. Ta pravica obstaja. Samo usmrtitev ni kaznivo dejanje. V Sloveniji in še marsikje drugje, ker preprosto izhaja iz te logike, da je torej način, kako mi ravnamo s svojim življenjem v osnovi, v temelju, predvsem naša zadeva. In drugi nam imajo samo pogojno in v nekaterih primerih pravico, da se v to vmešavajo. In to je jedro, lahko rečemo, našega etosa na drugi strani, da je torej nedotakljivost je še vedno spoštovana, če se zavzemamo za pomoč. Kajti gre za našo željo, za nedotakljivost naše življenje, da svoje življenje živimo na svoj način in da tudi posežemo po smrti, če je to nujno potrebno za to, da si olajšamo neznosno življenjsko situacijo in pri tem prosimo za pomoč drugega. Gre za izpolnitev naše želje o tem, kako živeti svoje življenje. Hočemo ga prekiniti, ne moremo tega storiti sami, prosimo za pomoč. Človečnost je prav tako nekaj, kar lahko razumemo na dva načina. Mogoče sem dolžen še odgovor v zvezi z svetostjo. Glejte, svetost ni samo teološki pojem, to sem hotel dodati. Tine Hribar, ki je vodilni slovenski poznavalec, preučevalec in pojem svetosti življenja, pisec monografije na to temo, ne zagovarja ideje svetosti življenja, kjer bi nam kdo od zunaj govoril in rekel, kaj je tisto, kar je v nas svetega. Ne gre za to, da bi svetost bila nekaj ontološko vnaprej določenega, na čemer mi kot neke vrste nepomembne pritekline te zunanje, velike, od nas neodvisne ideje tega, kar je dobro, da bi mi torej na tem parazitirali. Ne, gre za to, da je svetost naše notranje samovrednotenje svojega življenja. Svetost je v tem, da se mi vse skozi odločamo v svojem življenju o tem, kaj je prav in kaj ne. Svetost je naša subjektiviteta, izhaja iznotrej. In prav tako je to tudi na drugi ravni glede nedotakljivosti življenja. Nedotakljivost je nedotakljivost naše ideje, naše želje, kako živeti svoje življenje. In če prosimo za pomoč pri našem odhodu, je to skladno z to idejo nedotakljivosti. Doktor Pleterski, kar se tiče odgovornosti zdravnikov, torej, kakšno je vaše razmišljanje glede tega, da ne glede na jasno izraženo željo, tovrstna pomoč pravzaprav zdravniku nalaga odgovornost, ki jo marsikdo med nami ne bi želel ali ne bi mogel sprejeti. Profesor dr. Kranjc je na včerajšnjem posvetu omenil tudi premalo časa za odločitev glede ugovora vesti zdravnikov. Kako komentirate to? Torej, komentiram lahko tako, da seveda tu gre spet za iskanje nekih vidikov, ki so na prvi pogled neprijetni, ampak naš zakon je sestavljen tako in trdim, da je to pravzaprav morda celo eden od tistih skritih vzrokov, zakaj zdravniki nasprotujejo temu zakonu, da so škarje in platno v resnici v rokah pacientov in ne zdravnika. To se pravi, ta zakon ne nalaga nikakršne odgovornosti zdravniku. Res pa je, da so zdravniki bili doslej tradicionalno navajeni biti tisti,
ki vedno vedo, kaj je najbolje za pacienta, se čutijo dolžne in čutijo to tudi kot pravico, da povejo, kaj to je, in hkrati po njihovem mnenju je pacient dolžan to upoštevati. Zdaj v tem zakonu pa seveda je pacient tisti, ki odloča o samem sebi, zdravnik je pač tu nek dajalec strokovnega mnenja, ampak nikakor ne odloča o tem. In tu zgubijo tisto visoko pozicijo svoje strokovne avtonomije, ki so jo doslej imeli in jo pač kot tako razumeli, ne glede na to, da je medtem že bil sprejet zakon o pacientovih pravicah pred 15 leti, ki je to pravico odločanja že dal v roke pacientom, samo mnogi zdravniki tega še niso ponotranjili in to je v bistvu zdaj njihov problem, kajti pri tem zakonu je pa seveda ta stvar prišla zelo očitno na plano in se pač na star način obnašanja ne da več. Tako da govoriti, zdaj pa seveda še o času odločanja, mislim, da ni bilo vprašanje o tem, da je premalo časa za uveljavitev govora vesti, ampak da je bila njegova pripomba bila ta, da je čas, ki ga dobi pacient za svoj razmislek, po njegovem mnenju prekratek, ne. On bi si želel še 3-mesečno mučenje, kot obstaja po avstrijskem zakonu, ki morate vedeti, da je izjemno neprijazen do pacientov in zahteva, da potem, ko pacient izrazi prvič svojo željo po pomoči, da mora še 3 mesece čakati. Da si predstavljate nekoga, ki živi v hudih mukah in mora čakati, da te dnevi minejo. Torej, to je neko prisilno mučenje tega obdobja. V našem zakonu je tu od 3 do maksimalno 15 dni, ne, kar je dovolj, da pacient razmisli pač o svoji situaciji. Poleg tega pa tudi trdim, da se bo za tako prošnjo odločal nekdo, ki je o tem že zelo temeljito razmislil. To ni neka želja od danes na jutri. Morda bi tu dal še eno čisto zanimivo primerjavo, ki je seveda nimate v svojih vprašanjih, ampak če nas zanimajo posledice, ne, in torej kakšna bo povpraševanje po pomoči, ki bi jo ponudil ta zakon, ne. Zdaj torej nasprotniki tako rekoč napeljujejo na razmišljanje o tem, da če bo ta zakon sprejet, bo tako rekoč prišlo do množičnega pokola vseh starejših, nebogljenih in zatiranih. To se seveda ne bo zgodilo. To se ni zgodilo v nobeni od držav, ki to že imajo dolgo časa, ampak v bistvu imamo pa še neko lastno izkušnjo, in sicer gre za torej pravico, ki jo imajo pacienti po zakonu o pacientovih pravicah o vnaprejšnji odpovedi zdravniški pomoči, ne, ki v bistvu gre za neko obliko pasivne evtanazije, kjer se vi vnaprej odpoveste nekemu medicinskemu podaljševanju življenja in pač lahko, ker boste pač v tistem trenutku lahko nezavestni, ne vem, pač imate infarkt, pa nočete, da vas oživljajo, ne, in takrat ste nezavestni, tega ne morete povedati, lahko pa imate to pisno voljo že vnaprej pripravljeno. Torej, tu je seveda zdaj neko orodje v rokah vseh državljank in državljanov, ne, ki bi pravzaprav zdaj po tej logiki črnega scenarija že moralo pripeljati po 15 letih do tega, da bi to imel v svojem žepu vedno pri sebi, tako rekoč vsak državljan in državljanka, ne. Torej, včerajšnji podatek, ki smo ga dobili od varuhinje človekovih pravic, je bilo, da je takih izjav 755 v 15 letih. Torej, to kaže, koliko ljudi je tistih, ki potem ponotranjijo, razmislijo in se odločijo za nek tak korak, ne. Tudi vsi ankete v Oregonu kažejo, da za pomoč pri prostovoljnem končanju življenja prosijo pravzaprav visoko izobraženi, dobro stoječi ljudje, ki so seveda dobro informirani in seveda o tem zelo mnogo razmišljajo. Brez tega pravzaprav se to ne zgodi.
Nam lahko pojasnite, kako je potekala javna razprava sicer v tem času? Je predlog zakona po njej doživel kakšne spremembe in glede na prvotno različico? Imeli smo dve verziji našega predloga zakona. Po prvi verziji, ki je prišla pač nekako v javnost, smo opravili krog pogovorov, ki smo ga tudi inicirali. O tem je govoril že Andrej, torej pogovor z kar nekaj zdravniškimi organizacijami, z organizacijami sester, z organizacijo anesteziologov in smo pa tudi na drugi strani z političnimi strankami. Imeli smo tudi pogovore s političnimi strankami, smo testirali njihov odnos do tega in potem, ko smo slišali te ugovore, smo opravili revizijo našega prvotnega predloga. V veliki meri smo torej postali bolj restriktivni od tega, kar je bilo poprej. Vnesli smo nove varovalke, ki zahtevajo seveda tudi nekaj več časa in tu pravzaprav, če je ugovor na eni strani zdravnikov ta, da je časa premalo za dober razmislek, smo na drugi strani dobili tudi ugovor v javni razpravi in to ugovor ne kogarkoli, ampak spet človeka, ki je edini v Sloveniji napisal monografijo o vrednosti življenja, torej vprašanjih splava, ki so tesno povezana z evtanazijo, tudi o tem bi lahko kaj spregovorili. Meni se bi zdelo zelo pomembno poudariti nekaj tukaj zanimivih usporednic, ki se postavijo v tem pogledu, razprava o splavu, ki smo jo nekoč imeli tudi tu po celem svetu, tudi v Jugoslaviji, ne pa v Sloveniji. Dobro, v Sloveniji se ponovno oživlja. In je podobna, zelo podobna po marsičem temu, o čemer zdaj razpravljamo, tako da ja, na to velja opozoriti, ampak če se vrnem na vaše vprašanje, ki mi je nekoliko ušlo. Glede poteka javne razprave. Ja, javne razprave. Upoštevali smo to in postali bolj restriktivni in dobili ugovor kolega, ki pravi, poglejte, vnesli ste psihiatra, vnesli ste notarja, to ne obstaja v evropskih zakonodajah, vi ste nadstandardi, to zahteva dodaten čas, dodatne napore in seveda iščeš ravnotežje med tem, da je odločitev res je usodno težka, kajti je nepovratna in to ji daje izjemno težo, to pomeni, da je čas za premislek res potreben, po drugi strani pa je tehtaš trpljenje, ki ga povzročaš ljudem, ki to hočejo in to hočejo čim prej, ker z dnevom, ki to odlagaš, pravzaprav na nek način narediš nesmiseln zakon, ki ga podpiraš, če je predolg seveda ta čas. Te dodatne varovalke v resnici časa odobritve pomoči ne podaljšujejo, ker določene stvari potekajo vzporedno. Recimo psihiater, ki je pri nas obvezen drugod, ni samo v primeru, da kdo podvomi o sposobnost pacienta, da odloča o sebi. Seveda to lahko deluje bolj ali manj hkrati, kot poteka tudi sicer drugo zdravniško mnenje. Rekel si lahko in se zelo strinjam s tabo, kajti to velja, kot lahko postane nujno samo v najboljšem od vseh možnih svetov, sicer se pa lahko kaj zalomi in se kakšen dan zgubi. Seveda, lahko se pa stvari zapletejo in potem stvar teče dlje časa, ampak torej vsekakor ta ocena, da bi število varovalk bistveno počasnilo sam postopek, ga ne. Jaz bi še nekaj besed o paliativi. Prosila bi, da nam pojasnite, kaj pravzaprav to je, ker marsikdo tega ne ve in kaj je to paliativna sedacija in pravzaprav tudi zanima me, če menite, da se bo zaradi vašega predloga zakona malo več pozornosti na razvoj paliativne oskrbe tudi usmerilo. Mislim, da se bova tu pri tem odgovoru dopolnjevala, ker nimava vseboj tistega v naši ekipi soavtorjev, ki običajno odgovarja na vprašanja, ki so del medicinske stroke, to sta bodisi Dušan Keber, bodisi Brigita Skela Savič. Ja, mimogrede, mislim, da je korektno, da ko smo omenili že 4 soavtorje, omenimo tudi 5., ki ga doslej še nisva omenila, in to je doktor prava, profesor na Ljubljanski pravni fakulteti, Luka Mišič, ki je skrbel za pravno korektnost in seveda tehnikalije, ki so nujno potrebne. Mimogrede, pomembno je, in to bom povedal, ker je to spet eden od ugovorov, ki ga slišimo in ki je, rekel bom, kar
nesramno podel. Nesramno podel, seveda vsaka podlost je nesramna. Nesramen je zato, ker je globoko neresničen. Namreč gre za očitek, da z tem zakonom predlagatelji hočemo skrajšati stroške za nego najstarejših. To slišimo kot očitek, zato ker je v zakonu kot eden od dodatkov tudi izračun, kaj ta zakon finančno prinese. Zakaj je ta izračun v našem besedilu? Ne zato, ker bi to mi hoteli, temveč zato, ker je to nomotehnična zahteva, ki jo zakonodajalec postavlja pred vse predlagatelje novih zakonov in potrebno je preprosto izračunati, ali pridemo do dodatnih stroškov in kolikšni so. To je eden redkih zakonov, ki daje novo pravico in ki ne pomeni dodatne obremenitve državnega proračuna in je to kvečjemu bi morala biti neka njegova prednost, ampak zato, ker je morebiti celo nekaj prihranka pri uveljavitvi tega zakona v primerjavi z stanjem, ko ga ne uveljavimo, naši nasprotniki pravijo, poglejte, vi tukaj predlagate zmanjševanje stroškov, kar je res podlo. Ker to seveda ni naš namen, ker so prihranki majhni, ampak so. Če jih hočeš biti intelektualno pošten, boš napisal, da je tukaj verjetnost nekega minimalnega, drobižnega prihranka. Glede na vse težave in vse investicije, ki jih imamo v zdravstvu, res nevredno besed. Ob tem, da smo, govorimo o par deset ljudeh, ki bi ta zakon na leto sploh izkoristil. Letno opravljenih 14 milijonov zdravniških pregledov, tako da 30-50 ljudi dodatno je popolnoma nepomembno, mislim, stroškovnega vidika. Torej zdaj, ampak se moramo vrniti na vprašanje paliativne oskrbe. Torej, paliativna oskrba je tista medicinska oskrba, ki je namenjena pacientom, ki jim pravzaprav se sicer ne da pomagati z neko običajno medicinsko oskrbo, ki bi jim izboljšala njihovo zdravstveno stanje, ampak lahko pa njihovo zdravstveno stanje, ko bi rekel, vzdržuje v nekem človeka vrednem življenja, vrednem stanju in prihaja skozi različne stopnje, lahko je to že, ko bi rekel, mnogo let, recimo pred končanjem življenja, skratka, številni načini, ki tem pacientom olajšujejo življenje, ki se ne nanašajo samo na stanje njihove bolezni, ampak tudi na organizacijo njihovega družbenega življenja, na stike z družino, z njihovim okoljem. Skratka, to je ena zelo celostna skrb za pacienta. Zdaj, v resnici ta pomoč pomaga ogromni večini pacientov in taki ljudje seveda si potem ne čutijo nobene potrebe, da bi kakorkoli skrajševali svoje življenje, lahko ga živijo pravzaprav povsem dovolj normalno do svojega naravnega konca. Tako da naš zakon seveda se pa nanaša na tiste, ki paliativna oskrba ne more pomagati na ta način, ki kljub vseh tej pomoči, tako medicinski kot družbeni, ne morejo končati, ne morejo jim olajšati njihovega trpljenja. Tako da v tem smislu seveda paliativna oskrba in naš zakon si nista nadomestljiva. Ne moremo reči, če bomo imeli paliativno oskrbo, pa zakona sploh ne bomo rabili. To ni res. Zakon nastopi takrat, ko paliativna oskrba ne more več pomagati in mi ga vidimo v bistvu kot zadnje dejanje paliativne oskrbe. Hkrati pa se kaže, da v vseh državah, ki so uvedle tovrstno zakonodajo, se je hkrati zelo razvila in pospešila tudi paliativna oskrba. In jaz verjamem, da bo tako tudi pri nas, ker je ravno to govorjenje o našem zakonu hkrati seveda pomeni zelo veliko promocijo paliativne oskrbe, o kateri pravzaprav do zdaj večina ljudi sploh ni nič slišala. Zdaj prvič slišijo o tem, dobivajo razlage, kaj to pomeni in seveda s tem nastaja tudi družbeni pritisk za Ministrstvo za zdravje,
in druga ministrstva, ki posegajo na to področje, da v resnici nekaj naredijo za paliativno oskrbo in še zlasti tisti odločevalci, ki se skušajo izogniti našemu zakonu s tem, da govorijo o tem, da pač ja, ko bomo imeli pa razvito paliativno oskrbo, potem morda bi pa napočil čas, da bi lahko uveljavili naš zakon. Skratka, zdaj je trenutek, ko lahko dokažejo, da resno mislijo z razvojem paliativne oskrbe. Drugo vprašanje, ki ga niste seveda postavili, bi pa bilo, ga lahko takoj na to navežem, je pa to, zakaj rabimo pravzaprav zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja zdaj. Zakaj ne bi še malo počakali? Tudi to je ena od strategij odložiti ta zakona pozneje. Ravno s tem pripomni čas, imamo slab, neorganiziran zdravstveni sistem, imamo nerazvit, nimamo dolgotrajne oskrbe razvite, torej imamo slabo razvito paliativno oskrbo in tako naprej. Ne bi raje počakali, da bo vse to čudovito delovalo, pa bi potem se pogovarjali o tem zakonu. Torej, to stališče je zgrešeno z dveh vidikov. Zgrešeno je seveda že povsem splošno zaradi tega, ker torej vsi ti sistemi, ki sem jih zdaj omenil, nimajo neke kontrolne točke, ko bi rekli, zdaj pa je tisti trenutek, ko pa se lahko o nečem drugem pogovarjamo. To so sistemi, ki jih razvijajo, ki jih bodo vedno razvijali in ki nikoli ne dosežejo neke popolnosti. To je, kot da bi rekli, bomo šli v bolnice takrat, ko bodo to čudovite zgradbe, s čudovito opremo, z visoko izobraženimi ljudmi, dokler pa tega ne bo, pa ne gremo v bolnico. Ne. Vsak sistem je treba uporabljati pač takoj, ko obstaja, ga pa seveda stalno izboljševati. To je zdaj en vidik. Drug vidik je pa seveda vidik konkretno tistih ljudi, ki trpijo tu in zdaj. To se je treba zavedati. Ne vemo, koliko jih je, ampak so. Oni trpijo in njihovo edino upanje je, da bo ta zakon sprejet. In to jim daje potem neko orodje, da to svoje trpljenje končajo. Do tega trenutka je bilo njihovo trpljenje, bi rekli, objektivno dano. Ampak v tistem trenutku, ko pa se pojavi orodje za končanje njihovega trpljenja in ko jim ga nekdo odteguje, preprečuje sprejem takega zakona, pa s tem pravzaprav povzroča, da se bo njihovo trpljenje še podaljševalo, da se bodo še dlje mučili. In tu smo zdaj zelo blizu 18. členu slovenske ustave, ki pove, da je mučenje prepovedano. Mislim, da so še dolžnika, kajti vprašanje je bilo še vedno širše od tega, kar sva do zdaj po mojem odgovorila. Vprašavali ste tudi o paliativni sedaciji in o učinkih, ki jih bo imela, ki jih ima torej razprava o našem zakonu na razvoj paliative. Glede slednjega, čisto na kratko, vselej je bilo tako, tudi drugod, ko so ta zakon sprejemali in tudi v Sloveniji se to že kaže. Poglejte, pravim, kot je rekel Andrej, govorimo o paliativi toliko, kolikor prej nismo govorili. Govorimo zakaj? Zato, ker pravijo eni ali paliativa ali to. Ni res in paliativa in pravzaprav naša pobuda kot možna končna odločitev znotraj neke paliativne oskrbe. To je naše stališče, na kratko glede tega, ampak to je težje vprašanje, pa je to, kar ste vprašali, paliativna sedacija. Pojma spet širša publika ne pozna, je pa v resnici za tem se lahko rečemo skriva realnost tega, kar se dogaja v odločitvah, ki bi jih lahko imenujemo odločitvah ob koncu življenja, ki so vse te odločitve, ki jih nekdo sprejme danes, zdravniki predvsem, ampak mi predlagamo seveda, da bi to bil bolj opolnomočen pacient, pa tukaj so verjetno tudi sorodniki in še kdo drugi, ki pride zraven, ki na vse zadnje pač upravljajo s tem, kar se bo zgodilo v zadnjih mesecih, tednih, dneh življenja pacienta, ki je v smrtni agoniji. Zdravniki zelo opozarjajo nad nekimi nevarnostmi, stranpotmi tega, kar bi naš zakon predlagal, ampak v resnici naš zakon tu lahko rečemo, uvaja nekaj reda v neko področje, ki je zaenkrat povsem odsotno iz družbenih reflektorjev. V resnici širša javnost ne ve, kako te odločitve potekajo, kdo jih sprejema in kaj se dogaja.
Igor, zdaj, da damo najprej definicijo paliativne sedacije. Paliativna sedacija je dovajanje učinkovine v telo pacienta, ki ga uporabijo takrat, ko je pacient običajno že v fazi delirija, ko ga se duši in da olajšajo v bistvu to njegovo fizično trpljenje. To dovajanje teh učinkovin se običajno po 2 dneh konča s pacientovo smrtjo. Ker so ti pacienti seveda že v deliriju v trenutku, ko začnejo dobivati to, ko nastopi paliativna sedacija, niso sposobni odločati o sebi. In odločitev o tem, da se bodo uporabili paliativno sedacijo, običajno sprejme nekdo drug, to so zdravniki. Lahko vprašajo svojce, to je seveda predvideno v njihovem protokolu, ker pa ne obstaja nikakršen državni register in nadzor nad tem, ne vemo, kaj se v resnici dogaja, ne vemo, koliko je tega, ne vemo, ali so bili vsi svojci obveščeni ali niso bili, lahko sicer upamo, da je bilo tako, nujno pa ni. In to je zdaj nek način končevanja življenja, ki seveda se konča, traja več dni, zdaj pa, če bi recimo nek pacient vendarle dovolj naprej bil obveščen o tem, kaj paliativna sedacija pomeni, bi se pa morda takrat raje odločil za pomoč pri prostovoljnem končanju življenja, ki bi bilo mnogo hitrejše, kot pa, da ste v bistvu nekakšni komi in dobivate in čakate pravzaprav na to smrt. Mi imamo pravzaprav zdaj od lanskega leta tudi pričevanje človeka, ki je preživel 40-dnevno sicer umetno komo v času njegovega zdravljenja zaradi covida in je opisal svoja doživljanja te 40-dnevne kome. To niso bili rajski trenutki. Rekel, da so bili to najhujši trenutki njegovega življenja, da bi dal vse, kar ima na svetu, da se mu to nikoli več ne ponovi. Torej, če imate na izbiro 2 dni kome ali pa pomoč pri prostovoljnem končanju življenja, verjetno bi se marsikdo raje odločil za hitrejši odhod. Pri tem pa je pomembno še nekaj, da po zakonu o pacientovih pravicah imate možnost torej vnaprejšnje odpovedi zdravniški pomoči. To sem že omenil. Nimate pa možnosti sedaj se odpovedati pravzaprav podaljševanju svojega življenja oziroma nekemu takemu dejanju, imate se možnost odpovedati podaljševanju življenja, nimate pa se možnost odpovedati skrajševanju življenja, kar pa paliativna sedacija vsekakor je. Kar je pa pomembno za vse tiste, ki svojega svetovno-nazorskega prepričanja so prepričani, da pač se v onostranstvu z njimi ne bo zgodilo tisto, kar si želijo, če bodo končali življenje na tak način. Tudi za te skrbi naš zakon in predlagamo pač eno dopolnitev zakona o pacientovih pravicah na tem mestu. Sam bi rad še vedno nekaj dodal, kar se mi zdi, da je del te diskusije. Namreč paliativna sedacija je samo ena od najmanj 2 možnostih nekega izteka življenja, ki je v resnici lahko označeno za kaj drugega kot evtanazijo, v širšem pomenu, ne v tem pomenu, kot ga definiramo v zakonu, ampak v tistem pomenu, ki ga je pač prinesla zgodovina, kot poskus, da bi iz usmiljenja drugemu skrajšali življenje, zato da bi doživel blažjo smrt, kot bi jo doživel, če mu ga ne. V tem najširšem pomenu evtanazije zdravniki v nekem trenutku uporabijo paliativno sedacijo po lastni presoji, v okviru diskrecije, ki jo kot zdravniki imajo, ki jim jo daje poklic. In to je ena od 2 možnosti tega, kar naredijo. Druga možnost je pa, da lajšajo bolečine brez sedacije. Kaj pa to lajšanje bolečine prinese? In to je druga taka odločitev ob koncu življenja, ki jo prinesejo, ki je del te iste problematike in ki jo na nek način mi uravnavamo. To je tako imenovano delovanje v skladu z dvojnim učinkom. Oni dajo analgetike, stvari, ki bodo zmanjšale bolečino, vedoč, da bo to zmanjšanje imelo kot stranski učinek tudi zmanjševanje življenjskih funkcij. In v nekem trenutku bodo te življenjske funkcije krahirale, prišlo bo do smrti. Ampak pozor, tudi to se lahko dogaja v enakih pogojih kot sedacija, brez da bi iskali pristanek pacienta.
To je spet neko ključno vprašanje, koliko se spoštuje avtonomija ljudi v našem zdravstvenem sistemu. Nasploh, koliko so resnici se uveljavljamo te pacientove pravice že po obstoječem zakoniku. Slišali smo podatek, da je samo 700 pacientov v 15 letih zaprosilo za to, da bi uravnavalo svoje, kaj se bo z njimi dogajalo, če pride do neke hude travme in bodo, vegetirali, ali naj se jih ohranja, ali se naj jih ne ohranja. Ta zavest je relativno nizka, tudi pri pacientih, rekel bi, in tudi pri zdravnikih. Kajti imamo tudi pričevanja, da zdravnik, naprimer Alenki Janžekovič, v svoji knjigi popiše, kako je doživela to, da je na operacijski mizi, ko je bila že omamljena, zdravnik pokazal njej omamljeni papirje, v kateri je izrazila svojo voljo, kaj naj se z njo počne, in rekel, da on tega ne bo spoštoval, da on je zdravnik in bo ohranjal pri življenju. Veste, to je kršitev slovenske zakonodaje. To ni več diskrecijska pravica zdravnika. In vprašanje je, kako široko diskrecijsko pravico hočemo imeti, z njo živeti. Mi se zavzemamo za to, da bi pacient stopil v ospredje in sam sprejel določene odločitve. Res pa je, da pač mnogi tega tudi niso pripravljeni, si celo želijo in prosijo zdravnike ne odločajo namesto njih. V resnici pač naš zakon je pripravljen za ljudi, ki se zavedajo, da je njihova torej tudi odgovornost, da sami odločajo o sebi in te odgovornosti ne predlagati na druge. Koliko je takih ljudi, ki čakajo na ta zakon? Koliko ljudi po vaši oceni na leto bi izkoristilo pravico do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja? Torej, koliko je teh ljudi, seveda ne vemo. Lahko naredimo samo pač neko projekcijo, kjer prenesemo stanje v državah, ki imajo to že urejeno, glede na njihovo število prebivalstva, glede na naše število prebivalstva, računamo, da je bilo to letno pri nas od 30 do 50 ljudi. Zdaj, koliko jih bo, se bo pa seveda pokazalo v praksi, tu sta pa v bistvu potem na samem začetku dve možnosti, ali bo to število lahko nekoliko večje, ker pač jih toliko že čaka. Lahko bo pa pravzaprav tudi bistveno manjše, ker ljudje niti niso toliko ozaveščeni in informirani. Skratka, vsi scenariji so možni, ampak že vedno gre tu v resnici za zelo nizke številke. Torej, za Megafon je svojo izjavo podal tudi znan primorski zdravnik, dr. Dorjan Marušič. Predlagam, da si ogledamo njegovo izjavo. Tako, gospod Marušič, zanima me, kakšno je vaše stališče do koncepta pomoči pri predčasnem končanju življenja? Morda imam ta privilegij, da je moja pot v zdravstvu že zelo dolga in sem se s to problematiko srečeval še kot vodja intenzivne enote v Splošni bolnišnici Izola, kjer smo dnevno, tedensko obravnavali težke bolnike v smislu zelo velike verjetnosti, da se jim bo življenje kmalu izteklo. Do problematike sem vzel stališče, ki ga ne spreminjam, torej potrebno je najti pot do dostojnega umiranja težko obolelim bolnikom. Ali poznate predlog zakona o pomoči pri predčasnem končanju življenja, ki je zdaj v javni diskusiji? Torej, glede na mojo pot, moram odgovoriti ne, kajti da bi bilo samo takrat, ko bi zakon proučil v vsak člen oziroma v obrazložitev, poznam pa glavne usmeritve in ocenjujem, da je dosežen določen premik v družbi, da nismo več nekateri osamljeni, da je ta tema saj na nek način prišla v socialna omrežja oziroma v našo družbo. Namreč zavedati se moramo, da smo in bomo v evropskem prostoru eden najstarejših narodov v smislu deleža starejših oziroma starajoče populacije in obolevnost je tu bistveno večja, rakave bolezni, bolezni srčno-žilnega sistema in ta problematika je na mizi evropskih držav in se moramo z njo soočiti. Problematika je samo v tem, da je to problem še vedno manjšine. In da kadarkoli odločamo o manjšini, moramo imeti zelo široko in pa vizionarsko družbo, demokratično družbo, ki je sposobna odločiti v korist manjšine.
Imate kakšno vprašanje za avtorje zakona, kakšen komentar ali poudarek oziroma kaj, kar bi si želeli, da vam odgovorijo ali pojasnijo? Torej, kadarkoli se o tej problematiki pogovarjamo, je potrebno najprej natančno izrazoslovje, torej ali evtanazija, ali prekinitev življenja, ali celo načrtovan samomor. Torej, tu pogost prevod iz anglosaksonskega jezika takoj vzburi glasove. Skratka, zelo natančno predstaviti, kaj je terminologija. V to dosedanjo, bi rekel, razpravo med dvojico, med obolelimi, med zdravnikom, bo potrebno vključiti številne druge strokovnjake. Vse tiste, ki so vključeni v obravnavo takega bolnika, tu med drugim menim tudi vsi tisti, ki skrbijo za paliativno oskrbo, ne nazadnje in pa mogoče med prvimi tudi strokovnjake v pravu, ki bodo znali to problematiko tako napisati, da ne bi prišlo do zlorab. Torej, se vam morda zdi, da je to tudi v korak v smeri boljšega razvoja paliativne oskrbe? Torej, zanesljivo priporočam, da si preberijo knjigo od kolega kirurga Gavande Minljivost, kjer je zelo lepo opisal problematiko, sicer na oni strani oceana, ampak tankočutno in bi lahko bilo uporabljeno tudi v naših strokovnih krogih. Namreč izpostavil je problematiko potrebe po taki zakonodaji. Namreč tisto, kar me najbolj presenetilo, da je izpostavil, da bi verjetno taka zakonodaja omogočila marsikomu olajšanje bivanja in soočenja s smrtjo, ne pa da bi potem sploh o tem posegel. Skratka, menim, da je potrebno nadaljevati za diskusijo, opraviti vse potrebno doma, zato kajti smo člani Evropske unije, v nekaterih evropskih državah je oziroma bo omogočen tak pristop in nedostojno bi bilo, da bi morali kot evropski državljani po take storitve odhajati v tujino, v breme samega sebe in pa svojcev. V vsakem primeru pa v tej temi, v reševanju tega bo zelo natančno potrebno preprečiti zlorabe, teh je lahko zelo veliko, tako na strani stroke, kakor tudi svojcev, dvomim, da obolelih. Kako komentirate to, da so zdravniška združenja opredeljena zelo proti? Imate mogoče kakšno razlago? Torej, to bi bilo potrebno vprašati. Kot vidite, sem precej toleranten, demokratičen, odprt navzven, z opozarjanjem na vse možne pasti, ki se lahko pri tem pojavijo. Najslabše v življenju, pa ne samo na tem področju, je nekaj ne dovoliti ali prepovedati. To seveda lahko pobudi zelo težke deviacije. Kar se zdravništva tiče, je seveda primarno njihova skrb, lajšanje težav oziroma omogočanje dostojnega življenja v končni fazi in to postavljajo pred tako imenovan načrtovan samomor, kar lahko kolega razumem. Seveda, kot kardiolog, ki deluje samo še v specialistični ambulantni dejavnosti, nekako odmaknjen od tega problema, razen ob stikih z prijatelji in podobnimi, ko me sprašujejo, kaj narediti v tej situaciji, je moje stališče lahko tako, ampak kot sem rekel, zadnjih 400 let tega nisem spremenil. Ja, tako me zanima, če imate kakšen komentar na mnenje dr. Marušiča. Torej, vsekakor zdaj se v tej kritiki prihodnosti, ki bi lahko napočila, če bo sprejet ta zakon, pogosto uporablja besedo zloraba. To je beseda, seveda, ki ima zelo zlovešč zvok. Ne slišimo pa seveda nikakršnih konkretizacij. Že samo dejstvo, da nekdo pravi, potem bodo zlorabe, računa s tem, da bo ljudi prestrašil, da bo neko tako zakonodajno dejanje podprli. Treba je poudariti, da v nobeni od držav, ki že imajo to zakonsko urejeno, doslej ni bilo enega samega sodnega sklepa, ki bi ugotovilo zlorabo. Torej, zlorab ni. In to po vseh sistemih, ki imajo še manj varovalk, kot jih pa predlaga naš zakon. Tako da v resnici teh zlorab se ni bati, ker jih ni, jih ne bo. Res pa je, da ko govorijo o zlorabah, gre tu pogosto
bodi si za popolnoma prazne utvare, bodi si pa tudi marsikdaj za napačno tolmačenje statističnih podatkov. Številni slovenski zdravniki navajajo in govorijo o tem, kakšne strašne zlorabe se dogajajo v Belgiji, na Nizozemskem, češ da o tem govorijo tudi statistike in se sklicujejo na to, koliko ljudi po teh statistikah torej umre zaradi evtanazije. Torej dejansko gre tu za pomoč v obliki vnosa učinkovine v telo pacienta strani druge osebe in da v številnih primerih pri tem ni bilo podano pisno soglasje pacienta. In to štejejo kot zlorabo. Seveda, ko potem bolj natančno gledamo vse spremne podatke, se izkaže, da gre tu za to, da ti ljudje umirajo v glavnem v obliki paliativne sedacije, ki sem jo že prej omenil, in tam to spada, to opredelijo kot evtanazijo. In da iz razlogov, ki sem jih omenil, seveda ne morejo podati pisnega soglasja. Je pa vedno potem v zapisniško zelo jasno popisano pravzaprav predhodno mnenje tega pacienta, tudi podano pred pričami ali pa izjave, ki jih je dal torej svojemu zdravniškemu timu ali pa svojcem, skratka, vedno se ravnajo po željah, ki pa seveda res nimajo vedno pisnega soglasja. Zlasti v določenih primerih se izkaže, da veliko teh evtanazij se tudi nanaša na ljudi, ki so umrli zaradi velike količine morfija, ki so jo dobili, in tu gre za to, kar nekateri zdravniki trdijo, da je srednjeveški izraz, to je zdravljenje z dvojnim učinkom, prav tako uporabljajo. Zdaj moramo vedeti, da v Belgiji, Nizozemskem, pa tudi dejansko drugod, je podelitev pomoči pri končanju življenja, torej odločitev tistega lečečega zdravnika. To je njegova diskrecijska pravica. Lahko se zanj odloči ali pa ne po lastni presoji. Seveda obstajajo neka, kako bi rekel, etična izhodišča, kdaj to storiti in kdaj ne, ampak vseeno to je njegova presoja. Pri nas tega ni in pri nas naši zdravniki torej nasprotujejo temu, da bi torej govorili o evtanaziji, torej sploh se ne sme uporabiti pojem pasivna evtanazija in se tudi ne sme imenovati paliativna sedacija kot evtanazijsko dejanje. Skratka, v resnici seveda vsa ta dejanja potekajo tudi v Sloveniji, ampak se ne smejo imenovati s temi imeni, zato da se lahko zdi, da pri nas pa pač neke evtanazije ni. Ampak zdaj bi pa vseeno, ko je zdaj beseda že o tem, bi pa povedal naslednje, in to se tudi nanaša na včerajšnja dogajanje v Cankarjevem domu, kjer so se torej zbrale vodstva zdravniških organizacij, organizirala svoje posvetovanje o evtanaziji. Torej, celotno posvetovanje je izvenelo nekako v duhu, da problem, ki ga v Sloveniji imamo, je naš zakon, in če ta zakon ne bo sprejet, problema ne bo. Nikakršnega analize pa ni bilo, kakšno je sedanje stanje, kaj se v tem stanju dogaja, in tudi ni bilo pravzaprav nobenega odkritega priznanja, da obstaja neka skupina ljudi, ki v tem hipu trpi, ker ne dobijo pač, ne morejo dobiti pomoči iz strani torej siceršnje medicine ali pa v okviru paliativne oskrbe. In to stanje, ki pa sicer vlada pri nas, je pa pravkar v zadnjih tednih dobilo dve prvoosebni pričevanji, ki jo bom zdaj tudi prebral. Prvo je podala medicinska sestra Stanka Popovič, ki je zapisala: delala sem na oddelku, kjer se je že pred več kot 30 leti izvajala aktivna evtanazija pacientov na njihovo željo, ne na željo svojcev. Dobili so koktajl. Eni so umrli zelo hitro. In pa pričevanje zdravnika primarja Marjana Fortune, ki je zapisal: nemalokrat sem bil tudi sam na željo ali zahtevo pacientov in ali svojcev deležen zahteve potem, da naredimo vse,
kar je mogoče, in tako, da prenehamo ukrepe zdravljenja. Največkrat so želeli samo, da pacienti ne bi trpeli. V praksi ni možnosti niti časa, da bi pridobivali soglasja z overjenimi podpisi, saj večina tega niti ni sposobna. Pri vsakdanjem delu je to praktično nemogoče in se moramo odločati paternalistično ter omogočiti pacientu dobro smrt. Ko Hipokratovi nasledniki tako kršimo njegovo in našo prisego, je nedotakljivost človekovega življenja le še čista hipokrizija. V resnici pogosto ravnamo v nasprotju s prisego, naj si gre za začetek ali konec našega življenja, in s svojimi odločitvami ter dejanji to samo dokazujemo. Tu bi posebej poudaril, da ta njegova izjava se ne nanaša samo na prenehanje ukrepe zdravljenja. To je pasivna evtanazija, ki je dovoljena tudi po kodeksu zdravniške etike v Sloveniji. S tem, ko je rekel, da krši ta kodeks, pomeni tudi aktivno evtanazijo. On govori o tem, ki pa seveda, kot je tu zapisal, se običajno dogaja brez soglasja pacienta. Skratka, to je realno stanje v Sloveniji, da se stihijsko, glede na stopnjo, ko bi rekel, sočutja zdravnika, lahko dogajajo tudi aktivne evtanazije, lahko s soglasjem pacienta, lahko s soglasjem svojcev, lahko pa tudi brez tega soglasja. In to je stanje. Zdaj, na moje včerajšnje vprašanje, kaj so, katere konkretne ukrepe lahko naštejejo, da bi ta problem, s katerimi so skušali ta problem urediti, nisem dobil nobenega odgovora, kar pomeni, da v resnici tišijo glavo v pesek in se delajo, da tega problema ni. Skratka, naš zakon, ki bi v tem kaotičnem stanju, protipravnem, ilegalnem stanju konca življenja, saj v nekem segmentu uredil pravno to situacijo, je pa v njihovih očeh zdaj tisti glavni problem, ki ga je treba odpraviti. Hvala. Jaz bi na tej točki povabila še publiko, če se lahko oglasi s vprašanji. Malce nam zmanjkuje tudi časa, ampak bi prosila, če imate vprašanje, da ga postavite z mikrofonom. Tako, hvala. Če kar jaz začnem, Jadranka Šturm sem, hvala lepa za besedo in hvala tudi za ta pojasnila. Pravzaprav je težko še kaj vprašati, ker se mi zdi, da sta zelo dobro pojasnila vsebino, cilj, razloge, zakaj ta zakon. Kljub temu, da gre res za manjšino, se mi zdi, da ga lahko res postavimo na isti imenovalec, kot smo v Sloveniji, če zdaj se ogradim na našo družbo, imeli tako, ko je šlo za vprašanje oploditve z biomedicinsko pomočjo ali vprašanje splava, ko je šlo res za manjšino. Ampak ne glede na to, ali pa prav zaradi tega, mislim, da je nujno, da se posveti pozornost tudi tem ljudem na tak način. Tako da jaz seveda osebno zelo podpiram. Bilo je omenjeno prej, dr. Pribac, nekako vidim neke vzporednice med splavom in med predlogom tega zakona. No, splav je sicer pri nas ustavna kategorija, hvala Bogu še zaenkrat, ampak lahko bi potegnili neke skupne točke. Meni iz vsega tega pogovora zdaj in te razlage vajine mi izstopa ta kategorija spoštovanja človekove volje, mislim, in svobode. Ali smo pripravljeni, ali smo že toliko dozoreli, da bomo to spoštovali in da bo ta svoboda, o kateri toliko govorimo, res tista najvišja kategorija demokratizacije družbe, ali ne? Precej, bom rekla, dvoličnosti vidim tudi v teh diskusijah, predvsem nasprotnikov. Ne vem, kaj je hujše za zdravnika. Ne vem, torej seveda nisem bila nikoli v tej vlogi, ampak ko razmišljam, kdaj se počuti bolj odgovoren, kadar se sam odloči za neko zdravljenje ali pa prekinitev zdravljenja, ali to stori na željo
nekoga drugega, ki potrebuje to pomoč. Ne vem, jaz nimam te dileme, recimo, ne, kaj je hujše. Glejte, bi samo omenila, da ne bom predolga, v Trstu, ker je tu blizu nas, pa malo sledim tudi, kaj se tam v Italiji dogaja. Imamo en primer v Trstu ene gospe, 55-letne gospe, ki je zbolela za izredno hudo obliko multiple skleroze. In ni več, torej mentalno sicer zelo dobro funkcionira, vse ostale stvari pa na žalost ne in si želi umreti. Furlanija Julijska krajina ni sprejela še tega zakona, zanimivo, v Italiji se sprejema po regijah. Ni nacionalnega zakona, ampak je recimo v Venetu, to je sosednja dežela, je to mogoče. Ampak samo za tiste ljudi, ki imajo stalno prebivališče pač na ozemlju te pokrajine. Ali pa recimo Marke imajo tudi, kolikor vem, to možnost, ne. In se zdaj v FJK-ju odločajo o tem, oziroma je v proceduri, ampak zanimivo, da prav, zdaj seveda tudi je nekaj politike, ne. Človek bi razmišljal tako, da se bolj desne vlade nagibajo k temu, da ne podprejo tega, ne, ampak v Venetu je desni predsednik dežele, ne, pa podpira, oziroma je podprl ta zakon, ne, medtem ko v FJK-ju pa, kot slišim, predstavniki levih strank, ne. Tako da so te rešitve zanimive, ne. Nekaj sem še hotela, to sem želela vprašati. Če morda veste, kakšno je stališče varuha človekovih pravic oziroma varuhinje človekovih zdravniških, ali kako se imenuje varuh? Pacientovih pravic, ne. Kakšno je njuno stališče? Tega nisem zasledila še do zdaj, kako gledajo na to. Ja, hvala lepa. Ja, na to vprašanje vam ne vem odgovoriti. Torej lahko zgolj ponovim to, kar je varuhinja pacientovih pravic pač včeraj povedala, ne, da se zavzema v bistvu za svobodo pacienta ob koncu njegovega življenja. Zdaj pa to si lahko pač razlagate, kot si želite, ampak vsekakor poudarila je svobodo ob koncu življenja. Varuh človekovih pravic se v tem ni izrekel, je pa odločno nasprotoval temu, da bi bil on tisti, ki bi torej povzel poročila o opravljenih torej pomočeh in potem ta povzetek predstavil Državnemu zboru. Torej zdi se mu, da to ni v skladu z njegovimi pristojnostmi. Če lahko še jaz na nekatere izzive odgovorim v zvezi z analogijo med splavom in evtanazijo. V obeh primerih gre za podobno odločitev, ker jo izvajajo zdravniki, ampak v resnici to ni v obeh primerih strokovno vprašanje medicine. To je etično vprašanje medicine, ampak etična vprašanja vsake discipline so po definiciji vselej izvzeta strokovnim vprašanjem. Zato govorimo o etičnih in strokovnih vidikih tega ali onega odločanja ali česarkoli že, institucije, delovanja, zakona in tako naprej. Tukaj gre za etično vprašanje. In kdo bo odločal o etičnem vprašanju? Ali so zdravniki gospodarji odločanja o tem? To je jedro, eno od jeder spora na tem področju. Mi smo prepričani, da niso. Zakone sprejemamo za vse in pravzaprav zdaj spet smo pri vprašanju, ali je to sprejemamo te zakone za drobno skupino ljudi ali za veliko večino ljudi. Rečeno je bilo spet manjši del. Ne, tudi gospod Marušič, ki je mimogrede, če tudi sam komentiram zelo na kratko njegovo izjavo, meni se zdi izjemna ta izjava, kajti mislim, da je to mogoče drugi aktiven, pomemben zdravnik v slovenskem javnem prostoru, ki je odkrito povedal, da je naklonjen premislekom tega področja, ni se izrecno izrekel o zakonu, ki ga ne pozna, ampak da se mu zdi, da gre v pravo smer. To takšno odprtost, tako rekoč ne srečamo. Mislim, da je samo še dr. Pirtovšek izrazil neko podobno stališče med tistimi, ki jih jaz poznam in ki so bolj ugledni. In da je pravzaprav, spet ugotavljam, kršil etični kodeks.
Kajti, kot sem rekel, etični kodeks od zdravnika zahteva, da zavrača. Dr. Marušič tega ni zavrnil, pokazal je odprtost. V resnici bi lahko bil nek mlajši zdravnik, po mojem mnenju, zaradi tega preganjan stališča komisije, interne komisije zdravnikov, ki nad tem kodeksom bdijo. Zdaj pa še mogoče še enkrat k usporednici. Odločanje torej je nestrokovno, vprašanje je nestrokovno, vprašanje življenja in smrti v obeh primerih in vprašanje avtonomije. Zdaj, je pa še en vidik, ki je tukaj najbolj zanimiv, je namreč ta, da obe dejavnosti, izvirna Hipokratova prisega, tista, ki je prevajamo iz grščine, kajti jo moramo ločiti od sodobnih variant, ki niso iste grškemu izvirniku, ampak v grškem izvirniku najdemo tako prepoved evtanazije in tudi prepoved izvajanja splava. Zdravniki se zdaj močno sklicujejo na to, da zaradi spoštovanja kodeksa ne smejo izvajati evtanazije. Pri tem, po mojem mnenju, nezaslišano molčijo ob tem, da so že desetletja mirno izvajajo in sprejmejo kot del poklicnih dolžnosti tudi izvajanje splava, ki je v vseh pogledih ali pa v skoraj vseh pogledih zelo podobna odločitev. In v tem smislu spet reči, da je in splav in evtanazija vprašanje manjšine, ne bi se strinjal. Vsaka ženska je zainteresirana v tem, ali bo splav dovoljen ali ne, oziroma vsaj vsaka ženska v plodnem obdobju svojega življenja. To je njen življenjski interes. Ne nujno, da bo splavila, ločiti moramo, ampak imeti pravico pomeni imeti miren sen glede nekega slabega dogodka, ki se ti lahko zgodi. Če lahko samo dodam, seveda manjšina je mišljena, vsaj jaz sem tako želela povedati, da implementacija zakona, če tako rečem, torej zadeva manjšino. Ja, zadeva, drugače je pa seveda to globalna oziroma generalna možnost, za kogarkoli, seveda. Ločiti moramo možnost in aktualizacijo možnosti, ampak že imeti možnost je dobrina. Je dobrina, za katero si velja prizadevati, kajti če nimaš možnosti, tudi realizirati te možnosti ne moreš. To je to. Zato, da bi imel možnost realizacije, moraš imeti možnost. In če smem, še nekaj sem hotel pri tem dodati. Se tudi Marušič na koncu v svoji izjavi reče nekaj drugega. Reče, da priporoča knjigo, v kateri pokaže, da je dobrobit te zakonske rešitve prav v tem, da daje mir ljudem. Mir, spokojnost, ker vedo, da imajo neko, lahko temu rečemo, zasilno zavoro, če bo kriza. Tu bi lahko čisto kratko dodal statistični podatek. V Oregonu 1/3 pacientov, ki ima doma učinkovino, ki so jo dobili, nikoli ne uporabi, ker je ne samo dejstvo, da so lahko gospodarji svojega življenja kadarkoli dovolj močna opora, da je ne rabijo potem. Pa tudi se mi zdi, da to sklicevanje na zlorabe se mi ne zdi v redu, ker to ne more biti vodilo pri sprejemanju zakona. Zlorabe so seveda vedno mogoče, ampak ne smejo biti pa tiste, ki usmerjajo tok temu zakonu. Če je nevarnost izjemno velika, mogoče res bi se sam celo strinjal, ampak ta zelo velika nevarnost ni dokazana, nasprotno. Vse izkušnje implementacije teh zakonodaj kažejo, da tega ni. Ni zaznanega, poudarjam še enkrat, nobenega pravnomočnega primera zlorabe, nobenega od obstoječih zakonov, ki urejuje pomoč ob koncu življenja v evropskih državah. To je trdo dejstvo, s katerim je treba soočiti tiste, ki govorijo o zlorabah neke take implementacije v Sloveniji. In drugič, treba je dodati, da pa ti ljudje, ki to svarijo pred tem, ne opozorijo na možnosti zlorab v obstoječem zakonu, obstoječem stanju, ki je kaotično, kot sva upam, da uspela vsaj nekoliko prikazati, kaotično, nekontrolirano, ker nimamo registra zdravniških napak, ker nihče ne kontrolira, ali so v resnici v terminalni fazi iskali soglasje pacienta za določen poseg ali ne. Tega zdravniki, ki svarijo pred prihodnjo implementacijo, ne omenjeno. V resnici je to nepošteno, kajti treba je pogledati obe smeri. Treba je tveganja prihodnosti soočiti z tveganji sedanjosti in pogledati, kje so večja in manjša. Tega se ne počenja, praviloma ne.
Torej, ja, zanima me, če je še kakšno vprašanje. Sicer bi sklenila jaz z zadnjim vprašanjem in sicer kaj sledi, torej kakšni bodo vaši nadaljnji koraki, no? Ja, zdaj je naš zakon pravzaprav že v nekem uradnem postopku, ki se je začel s tem, da smo zaprosili za rok za zbiranje podpisov podpore temu zakonskemu predlogu, da smo ta rok dobili, da smo zdaj med tem pač zbrali zadostno število glasov, si jih pa želimo še več, tako da še vedno si želimo, da državljanke in državljani pokažejo čim višjo podporo temu zakonu, kajti to je pomembno pa za nadaljnje postopek v državnem zboru, ki se bo začel potem, ko bomo te glasove in ponovno natisnen zakon prinesli v državni zbor. Potem se bo pač z njim začel običajni zakonodajni postopek. Kaj se bo pa seveda vse v okviru tega postopka še dogajalo, se pač ne da napovedati. Torej, lahko tudi rečemo, da s tem, kot v tistem trenutku, ko smo dobili datum za zbiranje podpisov, smo izgubili možnost, da kakorkoli še posegamo v to besedilo. Od tega trenutka ti državljani podpirajo pač objavljeno besedilo in ne nekaj, kar bi potem mi še popravljali, spreminjali, dopolnjevali. Je pa seveda vsak predlog zakona v zakonodajnem postopku lahko doživi še številne spremembe. To pa je, ampak to je stvar zakonodajnega postopka z amandmaji. Ja, izvolite še. Rekel bi nekaj, kar se navezuje na to, o čemer smo govorili. Ja, avtonomija, svoboda, to so centralne vrednote, ki so vsebovane in uveljavljene in opolnomočene v tem predlogu zakona. Zdaj, ali smo postavili to vprašanje, ne? Ali smo dovolj zreli za to, da to cenimo, kaj se s tem dogaja? Jaz bi rekel, da je tu precej jasen zdaj odgovor. Zakon bomo imeli, če bo doživel dovolj množično podporo med ljudmi. Če bo torej dovolj ljudi, ki bo pripravljeno prepoznati te vrednote v zakonu in prepoznati, da tudi te vrednote kot svoje in zato tudi verjetno žrtvovati nekaj časa, glasovati, tokrat podpreti zakon in seveda izkoriščam priložnost, da še vedno zbiramo podpise, radi bi, da bi jih bilo čim več in prepričani smo, da prav ta množična podpora je najboljši način, s katerim izvajamo pritisk na vladno koalicijo za to, da to uveljavimo. Na vse zadnje se spomnimo, premier je rekel, da bo uveljavil tiste reforme, ki jih bo ljudje podprli. To je bila njegova zadnja obljuba, kljub temu, da v trenutku, ko je rekel, da ne bo več obljubljal, je rekel, da bo to tako. Imate že podatek, koliko podpisov imate v tem trenutku? Ja, v tem trenutku je teh podpisov, torej grejo, mislim, da jih je okrog 5500, ampak ta število se seveda vsak dan dviguje. Ampak radi bi jih čim več. Tako, najlepša hvala, da ste se oglasila pri nas in nam podrobneje predstavila predlog zakona. Jaz se zahvaljujem tudi publiki, tudi tisti pred ekrani, ki nas bo spremljala malce kasneje. Najlepša hvala in lepo se imejte še naprej. Hvala za povabilo. Hvala za priložnost, da predstavimo zakon. Prosim.